Pozdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes bomo govorili o srednjih vrtljajih. In sicer o športu. Pa ne o motorju, ampak o vaših celicah. No ja, zakaj sem se odločila, da tole posnamem? Včeraj sem govorila z eno gospo, ki je v moji šoli in v glavnem ona pravi, zdaj pa grem na kolo in grem kolesart v Kamniško Bistrico. Pomislim, čakaj, ni tam gor kar precej klanc, mislim, je breg. In prvo vprašanje je bilo, a pa ni to preveč naporno? Ker pač, zdaj se ne bom rekla, da sem brez kondicije, ampak a bi jaz šla kolesar tam gor? Ne. V glavnem, zdaj pa zakaj ne? In zakaj je pametno, da spoštujete svoje telo, svoja leta in predvsem, da razumete, kdaj vaše telo tvori rastni hormon, ki vas pomlajuje, in kdaj tvori stresni hormon in vse ostale hormone, ki vas razgrajujejo, starajo in tako naprej. No, ne vam povem svojo zgodbo. Nekoč, ko sem še živela v Škofji Loki, sem mislila, ampak še nekoč, da kako jaz dobro delam za svoje telo, ko grem na kolo in gonam in pridem nazaj, tako da še pol ure rabim, da me duša ujame. Pač mene nihče ni prehitel, toliko sem bila ponosna nase, kaj jaz zmorem, najhitrejša sem. In ko sem prišla do informacij, da to ni najbolj pametna zadeva, v glavnem, da to ni višek modrosti, sem začela kolesariti tako počas. In so me tudi starejše dame prehitevale tako, kaj jaz zmorem, tako kot jaz nekoč. In sem si mislila, ti kar daj. V glavnem, zdaj pa kaj moramo razumeti. V glavnem, telo najbolj se obnavlja pri srednjih vrtljajih. In v glavnem, to imate v knjigi, ko imajo hormoni žur, na strani 268 in imate takole, se pravi, maksimalni srčni utrip si izračunate in sicer date faktor 220 minus starost v letih minus srčni utrip v mirovanju. In imate potem na naslednji strani imate srčni utrip v mirovanju, recimo, če imate do 40 let in imate normalno formo, pomeni, da srčni utrip v mirovanju je od 60 do 69. V glavnem, krat vadbeni dejavnik in imate potem na naslednji strani vadbeni dejavnik, če imate zmerno formo, pomeni, da je vaš vadbeni dejavnik na celih 60. V glavnem plus srčni utrip, v glavnem, kakorkoli. Če ste stari 40 let in nimate nobene redne vadbe, pomeni, da je vaš maksimalni srčni utrip lahko 131 udarcev na minuto. Se pravi, to je maksimum. Ko ste v največjem naporu, lahko pridete do 131 udarcev na minuto. In čez to, ko greste, vaše telo začne porabljati mišično maso za obnovo, ste v stresu, preobremenite telo. In dobro vemo, kako izgleda, ko naš avto recimo preobremenimo, ko je v tistih rdečem polju. Vsi vemo, da pač ni pametno tam voziti. Ja, daš pospešek, ampak najbolj deluje in tudi najdaljšo življenjsko dobo bo motor imel, če ga držimo v tistem zelenem polju. No in ravno tako je z našimi vrtljaji. Najdaljšo življenjsko dobo bomo imeli, če bomo vedno v tistem zelenem polju. Se pravi, zdaj jaz imam 53 let in je moj, se pravi, še kar normalna forma, maksimalni utrip v mirovanju, se pravi, ocena srčnega utripa v mirovanju je tam od 65 do 74. Jaz mislim, da zdaj pri teh mojih letih je moj maksimalni utrip na minuto tam okrog 125. Ta gospa je pa starejša od mene, ki se je odločila, da bo tako kolesarila in pa ona pravi, jaz nekoč sem kolesarila na Katarino. Veste, saj če ne veš, kakšen breg je na Katarino, pa če rečeš, ok, šla je na Katarino s kolesom. Če pa veš, kakšen breg je tam gor, pa si rečeš, to je za športnike, to je za moške, to ni primerno za žensko,
ki želi ohranjati maksimalno dobro počutje svojega telesa. Zdaj pa poslušajte naprej, dame. Zdaj, zakaj pravim? To je za moške, pa lahko rečete, Minka, se tudi ženske zmoremo. Zmoremo, ja. Ampak, kaj delamo ženske, ko preteramo svoje telo? Dejansko krepimo moški hormon testosteron. Ko se krepi moški hormon testosteron, se izklaplja ženski hormon estrogen. Se pravi, ženska, ki krepi moški hormon testosteron, postaja pač mišičasta, kar na koncu koncev rečete, to je super, ampak se izklapljajo ženski hormoni in zaradi tega je vedno bolj v stresu, in če je vedno bolj v stresu, se ne zmorejo po noči tvoriti hormoni za obnovo in se stara, postaja poraščena, mogoče po delih, kjer drugače ni normalno za ženske, in predvsem ima velike težave s hormoni. Tako da, recimo moški, ki pa želite krepiti svoje moške hormone, ja, pejte na kolo, dajte nek določen čas naprezati svoje telo, zaradi tega, da se vam tvori moški hormon testosteron. Pač drugačni smo. Večkrat sem že govorila o tem, da recimo, kako bi mož in žena, ki cel dan sedita v službi, najlažje krepila tako eden svoje hormone, kot drugi tudi svoje hormone. V glavnem, ženski hormoni se tvorijo takrat, ko se povezujemo, ko imamo občutek, da smo slišane, da smo zadovoljne, ko skrbimo za sebe in tako naprej. Prideta domov, pojesta. In potem gresta na sprehod. In prvih 20 minut gresta skupaj, zmerna hoja in žena govori. Govori in ona ima občutek, da je slišana. Potem najboljš, da se žena dobi še s prijateljico na eni kavi in ona spet govori in ta prijateljica govori in seveda obedvi krepita ženske hormone, ker se povezujeta z ženskami. In prej pač krepi ženski hormon, ker se povezuje z moškim. No, ampak mož, če gre na kavo, bo ravno tako krepil ženske hormone. Zato mož gre na hiter krog, polurne hitre hoje ali teka in potem za nazaj grede, pobere ženo in ona spet govori in prideta obadva srečna domov. V nasprotnem primeru se kaj zgodi? Gresta na sprehod, lahko da gresta hitro hojo, mož bo zvečer imel energije, seveda, ker se mu je tvoril moški hormon testosteron in ima energijo še za kakšno crkljanje, žena pade dol. In dejstvo je, da smo si različni. Zdaj vam pa še en primer povem. Ena moja prijateljica iz Škofje Loke. Naporno službo je imela in vedno, ko je po službi prišla domov, je šla pač ugorajte, akcija, še tako hitra hoja. In sem ji rekla, pač ti ne smeš tega delati, če imaš že tam stres, ne moreš še pol popoldne imeti stres. Popoldne lahko delaš raztezalne vaje, lahko greš na jogo, lahko se vpišeš na ples, lahko karkoli drugega delaš, samo nekaj napornega ne smeš več delati. Pač rabiš nekaj, kar te umiri, ne še dodatno ti dvigne testosterona, ne, moški hormon, pač še več stresa. Tako da, ja, zdaj lepo let, logično, več se gibamo, s čim lahko krepimo tako eni kot drugi svoje hormone, tako ženske kot moški, s plavanjem, absolutno. In za ženske je najbolj pomembno, da delamo do tiste mere, dokler še uživamo. Ko nehamo uživati, ko je že preveč, se izklopi ženski hormon in se dejansko začnejo tvoriti moški hormoni, pa stresni hormon in to povzroča, da se na hitro postaramo, da smo brez energije in da predvsem tako nismo v svoji ta pravi energiji. Tako da v glavnem, ja, za vse tiste, ki želite malo spodbuditi, sploh zdaj polet, ko je toliko priložnosti za gibanje, pejte ženske na sprehod. Delajte stvari, ki vam dvigajo energijo, vrtnarite, skrbite za rože, zalivajte. Vse to krepi naše ženske hormone in moški, kosite travo, delajte moška dela. In zdaj, kaj jaz delam, glede na to, da pač sem
tako moški kot ženska pri hiši, a ne, da ni druge, kot da enostavno stvari poprimem. V glavnem delam s stilom. Tudi takrat, ko je treba kakšno stvar fizično narediti, pa to naredim v krilu in vemo, da krilo tako ali tako ali v obleki krepi ženske hormone. Tako da, ja, tako delujejo te zadeve, a ne, bi si rekel, pa se nima veze. Mama, še za tiste, ki radi hodite v hribe, dokler hodite v hribe, tako da lahko dihate zraven, pa klepetate, je čisto vse v redu. Ko pa greste prehiter tempo in enostavno pride do tega, da komaj še dihate, da komaj lovite svojo sapo in dušo, takrat se dejansko preklopite v moške hormone. Zato, če hodite v hribe, nikakor ne nekega marša, ampak to, da lahko klepetate, da lahko govorite in takrat, ko lahko govorite, no, se ni treba ves čas govoriti, ampak gre se za to, da ne preterate svojega srčnega utripa in ker ga ne preterate, pomeni, da ostajate v srednjih vrtljajih, tvorite hormone zadovoljstva, tvorite ženske hormone za ženske, moški ravno tako, tvorite potem vaše hormone testosteron in predvsem, če zvečer jeste beljakovine in zelenjavo, pa dodate omega-3 pa C-vitamin, imate komplet sestavine, iz katerih bo telo izdelovalo rastni hormon in pomeni, da se ponoči, namesto da bi se starali, se preoblikujete, pomlajujete in zjutraj vstanete z novo energijo in je to. Se pravi, cikel vaših hormonov spravite v drugačno smer. Tako da vse o tem, no ne vsega, ampak večji del o tem sem pisala v knjigi, ko imajo hormoni žur. Zdaj pišem novo knjigo, kjer bom pisala tudi, oziroma pišem, no zdaj sem pri odnosih, ampak tudi o moških hormonih, testosteron in tako naprej, v glavnem tudi o spolnosti, ker vemo, da se s tem določeni hormoni tvorijo tako pri ženskah kot pri moških. V glavnem, prednaročila so že možna, tako da vabljeni, spodaj vam bom dala povezavo, oddajte prenaročilo in si zagotovite knjigo po znižani ceni. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in ja, dovolite, da vaša koža vsrka D-vitamin, ker D-vitamin se tvori samo takrat, ko se ne namažemo s kremo proti sončnim opeklinam. Se pravi, ne sme imeti v sebi zaščitnega faktorja in na ta način se vam tvori tudi D-vitamin. D-vitamin pa vemo, da deluje v telesu kot super hormon, ki deluje proti vnetjem, ki deluje na en kup kofaktorjev v telesu, recimo celo na ščitnični hormon, na nadledvične žleze in na stresni hormon. Dejansko to je tudi razlog, zakaj v poletnem času se toliko boljše počutimo. Zato, ker ima naše telo dovolj D-vitamina. Tako da uživajte v teh poletnih dneh in vse dobro vam želim.